Bomo začeli s tem našim velikim Antonio Guterres. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. Poglejte, vse nam naprej povejo. To je izjava iz 27. julija 2023. Global boiling, se pravi, začelo se je globalno kuhanje in gospod je to takole izjavil. Dajmo ga poslušati, kako And to for gre. scientists, it is unequivocal. Humans are to blame. All this is entirely consistent with predictions and repeated warnings. The only surprise is the speed of the change. Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Leaders must lead. Vsi mi smo krivi za spremembe, vremenske spremembe, mi smo krivi, da dežuje, mi smo krivi, da so potresi, mi smo krivi, da je ogenj, za vse smo mi krivi. Tako Antonio Guterres, to se pravi človek, ki pojma nima o pojmu, kaj govori, ampak je zgolj samo voden tam, da to reče. In leaders must lead, se pravi, in vsi predsedniki držav, vsi, ki so člani te organizacije, ki je noben ni volil, ki se postavlja nad vsemi nacijami in državljani, a ne, morajo vsi tako govoriti. In tudi jaz sem na zadnjem Facebooku objavil, a ne, kaj je govoril naš premier, doktor Golob, ki je tudi rekel, da smo ljudje krivi, humans are to blame, za te poplave v Sloveniji. To se pravi, da smo Slovenci krivi. Zdaj, ali smo krivi zaradi svoje grešnosti in nas Bog kaznuje, ali je to kaj drugega, bomo pa pogledali zdaj v tem prispevku. In sicer zakon, ki se mu reče H.R.2977, ki sem ga ta teden našel, govori o eksotičnih sistemih orožja. Ti eksotični sistemi orožja, ki so jih sprejeli leta 2001, pa je zakon o ohranjanju vesolja. Naslov zakona imenujejo ohraniti sodelovalno in miroljubno uporabo vesolja v korist vseh ljudi s trajno prepovedjo postavljanja orožja v vesolje strani Združenih držav Amerike in zahtevati od predsednika, da ukrepa za sprejetje in izvajanje svetovne pogodbe, ki prepoveduje vesoljsko orožje. No, kdo so predlagatelji tega zakona bili v letu 2001? Ne boste verjeli, to je bil Denis Kučič, potem pa sodelujoči odbori, odbor za oborožene sile, odbor za mednarodne odnose in odbor za znanost. Se pravi, vojska, mednarodna komunikacija in znanost. To so tri ekipe, tri sistemi, stalni sistemi, ki so sestavili ta zakon in ga predlagali in je bil sprejet, tako da je kongres 2001 potrdil neko politiko, izraženo že v zakonu o aeronautiki in vesolju iz leta 1958, ki določa, da je politika Združenih držav Amerike v dejavnosti v vesolju namenjene miroljubnim namenom v korist vsega človeštva. Se pravi, zdaj, če to malo obrnemo, lahko rečemo v pogubo vsega človeštva, ker to, kar nam zdaj delajo in kakšna orožja vam bom navedel skozi ta zakon, vam bo samo rdeča lučka zasvetila in boste rekli, neverjetno. Zakon
HR 2977 se imenuje Zakon o ohranjanju vesolja iz leta 2001 in ima sledečo vsebino. Pa ga dajmo prebrati, jaz sem ga poslovenil in sicer pravi vsebina zakona, pazite, ohraniti sodelovalno in miroljubno uporabo vesolja v korist vseh ljudi s trajno prepovedjo postavljanja orožja v vesolje strani Združenih držav Amerike in zahtevati od predsednika, da ukrepa za sprejetje in izvajanja svetovne pogodbe, ki prepoveduje vesoljsko orožje. To je za uvod, potem pa člen 1. Ta zakon se lahko citira kot Zakon o ohranjanju vesolja iz leta 2001. Člen 2 govori o ponovni potrditvi politike o ohranjanju mira v vesolju. In se pravi, v členu 2 kongres ponovno potrjuje to, kar smo že prej rekli, Zakon o aeronautiki v vesolju iz leta 1958, ki določa, da je politika Združenih držav Amerike to dela z miroljubnim namenom in v korist vsega človeštva. Razumite, kakor razumete. Nadaljujemo s členom 3. Člen 3 trajno prepoveduje postavljanje orožja v vesolje. Se pravi, orožje je v vesolje prepovedano postaviti. In tukaj se meni zastavlja vprašanje, če ga je prepovedano postaviti v vesolje, potem ga je dovoljeno postaviti na Zemljo. Ker govori samo o prepovedi v vesolje. Gremo dalje. Uvesti trajno prepoved vesoljskega orožja Združenih držav Amerike in umakniti obstoječe vesoljsko orožje Združenih držav Amerike iz vesolja. O tem govori ta zakon, pod točko 1, pod točko 2. Takoj naročiti trajno prekinitev raziskav in razvoja, testiranja proizvodnje in razporeditve vsega vesoljskega orožja ZDA in njihovih komponent. Pazite. To je bilo 2001. Dalje, člen 4. Svetovna pogodba o prepovedi vesoljskega orožja. Amerika preko United Nations prepoveduje zdaj sledeče. Predsednik mora usmeriti predstavnike Združenih držav pri Združenih narodih in drugih mednarodnih organizacijah, da takoj začnejo delati na pogajanjih, sprejetju in izvajanju svetovne pogodbe, ki prepoveduje vesoljsko orožje. Zgoraj tak ni nič, kaj če ima gori za prepovedati. Če pa so že kaj imeli, pa pač zdaj umikajo, kakorkoli. Tega ne vem, predvidevam pa, da je bilo kaj gor, če so sploh prišli do gor, ali pa je to samo en blef. Izgovor, interfejs, umakniti orožje iz vesolja, nihče pa ne govori o našem čudovitem planetu Zemlji in o življenju tukaj, kar se tega orožja tiče. Člen 5 govori poročilo, namreč predsednik mora kongresu predložiti poročilo najkasneje 90 dni po datumu sprejetja tega zakona in potem vsakih 90 dni mora o vesoljskem orožju poročati. Kaj bo poročal, če ga ni, če so ga umaknili? Poglejte, kakšna dikcija, perfektno. Pa ima 2 točki. Točka 1. Izvajanju trajne prepovedi vesoljskega orožja, kot je določeno v členu 3, ki smo ga prej prebrali. Točka 2. Napredek pri pogajanjih, sprejemanju in izvajanju pogodbe, kot je opisano v členu 4, ki smo ga tudi prej prebrali. Člen 6. Dejavnosti brez vesoljskega orožja. Nič v tem zakonu se ne sme tolmačiti kot prepoved uporabe sredstev za raziskovanje vesolja, razvoj v vesolju, testiranje, proizvodnjo ali izdelavo, ki ni povezana z vesoljskim orožjem ali sistemi, civilne, komercialne ali obrambne dejavnosti, vključno s komunikacijami, navigacijo, nadzorom, izvidništvom, zgodnjim opozarjanjem ali oddaljenim zaznavanjem, ki niso povezane z vesoljskim orožjem ali sistemi. Ja? Člen 7. Opredelitve v tem zakonu. Kaj pomeni katera stvar? Tukaj je pa zdaj, so pa ključne zadeve in bodite pozorni, če imate kak svinčnik. Tukaj našteva vsa orožja, ki jih
pa seveda je v vesolju prepovedano uporabljati. Lahko se pa uporabljajo tukaj. In točka 1. Izraz, pazite, vesolje pomeni ves prostor, ki se širi navzgor od nadmorske višine več kot 60 milj ali 96,5 kilometrov nad površino Zemlje in vsako nebesno telo v takem prostoru. Ok, to je vse nad 60 milj oziroma 195,5 kilometra nad vodno površino. Točka 1. Točka 2. Izraza orožje in sistemi orožja pomenita napravo sposobno karkoli od naslednjega. Poškodovanje ali uničenje predmeta, bodi si v vesolju, bodi si v ozračju na Zemlji. Z izstrelitvijo enega ali več projektilov, ki trčijo s tem predmetom, sprožitvijo ene ali več eksplozivnih naprav v tesni bližini tega predmeta, z usmerjenjem vira energije, vključno z molekularno in atomsko energijo, subatomskimi delci in elektromagnetnim sevanjem, plazmo ali sevanjem z izjemno nizko frekvenco ali ultranizko frekvenco ULF proti temu predmetu ali s katerimkoli drugim nepotrjenim ali še nerazvitim sredstvom. Točka 2. Povzročanje smrti ali poškodbe ali uničenje osebe ali biološkega življenja, telesnega zdravja, duševnega zdravja ali telesnega in gospodarskega blagostanja osebe, pazite, z uporabo katerihkoli sredstev opisanih v pododstavku 1 ali odstavku B. Do teh bomo še prišli zdaj. V točki 2 z uporabo kopenskih, morskih ali vesoljskih sistemov, ki uporabljajo sevanje, elektromagnetno, psihotronsko, zvočno, lasersko ali druge energije usmerjene, pazite, na posamezne osebe ali ciljne populacije za namen informacijske vojne, nadzor razpoloženja ljudi ali nadzor uma takih oseb ali populacij, ali s sproščanjem kemičnih ali bioloških sredstev v bližini osebe. 2001 so o tem pisali, kar se danes dogaja. Še enkrat bom prebral. Z uporabo kopenskih, morskih ali vesoljskih, ki uporabljajo sevanje, elektromagnetno, psihotronsko, zvočno, lasersko ali druge energije usmerjene na posamezne osebe ali ciljne populacije z namenom informacijske vojne, nadzor razpoloženja nad ljudmi ali nadzor uma takih oseb ali populacij, ali s sproščanjem kemičnih ali bioloških sredstev v bližini osebe. Vse to se danes počne. Zdaj pa gremo v točko B. Ti izrazi, ki smo jih zdaj našteli, vključujejo eksotične sisteme orožja. Kot so, zdaj pa poslušajte, kaj so eksotični sistemi orožja. Eksotični sistemi orožja so elektronsko, psihotronsko ali informacijsko orožje. Elektronsko orožje, psihotronsko ali informacijsko. Prvič. Drugič, chemtraili. Chemtraili samo po drugo točko. Ko smo mi govorili o chemtrailih, so nam govorili, da smo teoretiki zarote in so se pojavili plačani pisci po vseh družbenih omrežjih, da je to izparevanje, kar gre iz letala, da to ni nič in tako naprej. Tle pa v zakonu piše chemtraili. Uradno, zakonito. In v vesolju chemtrailov ne moreš spuščati. Spuščaš jih lahko samo tlele do določene višine. Ne? Točka 3. Visokofrekvenčni sistemi orožja v visoki nadmorski višini. To so visokofrekvenčni sistemi orožja v visoki nadmorski višini. 4. Plazemsko, elektromagnetno, zvočno ali ultrazvočno orožje. 5. Laserski sistemi orožja. 6. Strateško, gledališko, taktično ali zunajzemeljsko orožje. Kaj pomeni strateško, gledališko, taktično?
Zadnjič sem gledal na enem koncertu, ker je bilo, ne vem, mislim, da 40.000 ljudi in naenkrat je polovica od teh ljudi na koncertu popadala. Popadali so vsi po vrsti. To je gledališko, strateško, taktično orožje. 7. Kemično, biološko, okoljsko, podnebno ali tektonsko orožje. Tukaj celo piše, gledajte, kemično, zastrupljajo nam naravo in vodo, biološko, s temi injekcijami, okoljsko, vse okolje nam uničujejo s požari in tako naprej, podnebno, ja, klimatsko, podnebno ali tektonsko orožje, se pravi potrese, vse ta orožja imajo in vse to se imenuje tako imenovano eksotični sistemi orožja. Piše jasno in glasno. In če vam bo kdaj kdo rekel, da ste teoretik zarote, mu povejte, da ste res. Ne? Ker tako piše in je to zakon. Izraz eksotični sistemi orožja, se pravi, poslušajte zdaj, kako je to definirano. Vse, kar smo zdaj našteli, je tukaj v zakonu. Izraz pomeni, da eksotični sistem orožja vključuje orožje namenjeno poškodovanju vesolja ali naravnih ekosistemov, kot so ionosfera in zgornja stratosfera, ali klimatskih, vremenskih in tektonskih sistemov z namenom povzročiti škodo ali uničenje v ciljni populaciji ali regiji na Zemlji ali v vesolju. Kaj se dogaja danes? Dogaja se točno to, kar piše v tem zakonu. Torej, zakon imenovan Space Preservation Act of 2001, to, kar smo ga zdaj prebrali, gledajte, ima, na koncu zaključijo, nekako jasen cilj, navednicah, ohraniti vesolje za miroljubno in kooperativno uporabo v korist vsega človeštva. In zdaj izvajajo klimatske spremembe v korist vsega človeštva. Več kot jasno. Ta zakon sem šel še potem malo pregledati, kje so šibke točke, kaj bi bilo, malo sem ga premeditiral. In pravi na začetku, da trajno prepoveduje postavljanje orožja v vesolje, strani ZDA in tako naprej, in pač prepoveduje vesoljsko orožje. Ključne točke tega zakona so, če ga zdaj, ki smo ga prebrali, potegnemo črto in ga malo zanaliziramo, rečemo tako: ponovna potrditev politike ohranjanja miru v vesolju. Oni so to tako lepo napisali in so napisali, kako je treba vesolje varovati, čuvati. Zanimivo pa je, da so uporabili besedo orožje, ne pa kakšnih drugih stvari. Zakon ponovno potrjuje to politiko izraženo v nacionalnem kontekstu, v letalstvu in vesoljstvu in tako naprej. Dalje govori o trajni prepovedi postavljanja orožja v vesolje in predsednik ZDA mora uvesti trajno prepoved vesolja in se dogovoriti z United Nations in potem United Nations naprej z vsemi narodi in tako naprej, in so naredili pogodbo. In potem, ko so naredili to pogodbo, se mi sprašujemo, po kateri pogodbi nam letala tukaj cele dneve trosijo strupe iz neba. Ja, vendarle, po kateri pogodbi? Če so po zakonu podpisali preko United Nations, da bodo to počeli. Prav tako se zahteva takojšnje prenehanje raziskav, razvoja, testiranja, proizvodnje in razporeditve vsega vesoljskega orožja v ZDA po tem zakonu. Ampak za kje? Od 60 milj navzgor, tam, kjer ni nič. Zatle od spodaj ni nič rečeno, da se to ne sme početi. Zdaj, še ena stvar je svetovna pogodba o prepovedi vesoljskega orožja, da morajo vse mednarodne organizacije, da mora predsednik ZDA preko United Nations pri Združenih narodih, da se takoj začnejo pogajanja za sprejemanje in izvajanje svetovne pogodbe, ki prepoveduje to vesoljsko orožje. In ta poročila, kot smo prej slišali, vsakih 90 dni, vsake 3 mesece,
o tem poročati, če se dogaja, kaj se dogaja, če se ne dogaja, kaj se ne dogaja v vesolju. Iz praznega prostora mora vedno poročati. Ne vem, kaj poroča, ampak očitno nekaj poroča. Dalje, aktivnosti, ki niso povezane z vesoljskim orožjem, ta zakon, ko smo ga zdaj prebrali, omogoča uporabo sredstev, pazite, omogoča uporabo sredstev za raziskovanje in razvoj v vesolju, ki pa niso povezane z vesoljskim orožjem, ter za civilne, komercialne in obrambne dejavnosti, ki niso povezane z vesoljskim orožjem ali sistemi. Kako zvito povedano. In če gremo na opredelitev iz tega zakona, kaj se vidi, zakon opredeli, kaj je vesolje, pove, kje je vesolje, kot smo rekli, od te višine naprej, opredeli vsa orožja, ki smo jih našteli, pove, kaj so to sistemi orožja, smo tudi povedali, ter vključuje tudi izraz eksotični sistemi orožja, ki ga pa prav posebej definira z zelo veliko različnimi orožji, za katere bi lahko rekli, to sploh ni orožje, ampak dejansko se uporablja kot orožje. Dajmo malo oceniti ta zakon. Kakšne so prednosti tega zakona? Prednost tega zakona je miroljubna uporaba vesolja. Nekako tako se iz tega razbere. Zakon izraža prednosti miroljubne uporabe vesolja in želi preprečiti recimo množično oboroževanje, onesnaževanje vesolja, razne meddržavne tekme in druge vojne, da bi ogrozilo vesolje kot skupno človeško dobro. Prazen prostor gor je skupno človeško dobro. To je mirna uporaba vesolja. Potem recimo, da opredeljuje sodelovanje na mednarodni ravni, spodbuja k podpisu pogodbe, kar so tudi naredili. Kaj v teh pogodbah piše, ne vem, ker te pogodbe nisem videl, nisem se mogel do nje dokopati. In pa seveda redna poročila. Imam pa občutek, da so ta redna poročila bolj zemeljske narave kot vesoljske narave, ker iz vesolja nima kaj poročati. To itak NASA pa drugi poročajo, ampak vlada pa vojaški sistemi, glede na to, kdo je zakon vložil, se mi zdi, da je tukaj mednarodni odnosi, vojaške baze in vsi ti, ki so predlagali ta zakon, da bolj oni v bistvu zbirajo podatke in predsednik potem poroča, kako in kaj napreduje. Jaz bom zdaj globo rekel, da je depopulacija s temi eksotičnimi orožji. No in katere so pa slabosti tega zakona? Dajmo pogledati. A ste opazili, ko smo brali ta zakon, se izogibajo definicijam. Zakon uporablja široko definicijo eksotičnih sistemov orožja, kar lahko vodi v različna tolmačenja in vključuje še mnogo drugih različnih tehnologij, ki pa tudi niso nujno orožje, kot recimo chemtraili, ki niso orožje, pa vendar so orožje, kar lahko sproži polemike in pravne spore. Reče chemtraili, ampak nič ne specifizira, kaj je not, zakaj se to počne, kakšne so, se pravi nič od tega. Zelo plehko, nalahko, samo reče chemtraili. Potem ni noter zamisli o prepovedi. Popolna prepoved vesoljskega orožja lahko omejuje recimo raziskave in razvoj tehnologij, ki bi bile koristne za obrambo ali zaščito vesoljskih sistemov pred grožnjami. Pravijo, zgoraj morajo vsi vse umakniti. Čudno je to, prepoved vesoljskega orožja. In to se pravi, da tukaj so nad 60 km navzgor vse raziskave omejene, nič ni dovoljeno, skratka, nič o tem. In potem naprej, pomanjkanje sankcij. Kaj pa če kdo, vseeno se katera država spomni, pa to naredi? Zakon ne vsebuje niti ene sankcije, niti ene določbe o sankcijah, ali pa o posledicah za kršitelje, o prepovedi vesoljskega orožja. In ta zakon je tukaj popolnoma neučinkovit. In vsi, ki kršijo zdaj zakon na podlagi teh pogodb s temi chemtraili in z zvočnimi efekti in z vsem temi orožji eksotičnimi, ki smo jih našteli, nemirni potresi, laserska orožja in vse to,
to zmanjša učinkovitost tega zakona in je namerno tako narejen, da ga izvajajo, kakor ga izvajajo. Ok, dovolj kritike, poglejmo, kakšna bi bila rešitev, recimo predlog za dober zakon. Natančna opredelitev izrazov bi zelo pripomogla k bolj jasnemu temu zakonu. Lahko bi bil bolj jasen glede definicij izrazov, da bi se izognili morebitnim nesporazumom in nepravilnim tolmačenjem. Jaz sem imel kar nekaj težav, vse te izraze poznam. Zdajle v 2 letih in pol smo imeli predavanja za različne stvari. Imeli smo ljudi, ki so pač napadeni z mobiteli, z raznimi frekvencami, z EMF, z ne vem, vsem tem, kar smo zdaj noter našteli, za spreminjanje misli, spreminjanje obnašanja, nacionalni napadi, osebni napadi in tako naprej. Zadnjič je šla ena naša članica v bolnico, ker se ji to dogaja in je tam te stvari navedla in so ji rekli, če je malo prepeljana. Zdaj bo lahko jim nesla pa tale zakon in pokazala, kako so neizobraženi, neprepeljani oni. Ja? Ker se to v resnici dogaja. Dogaja se pa tajno. Zato, ker se v vesolju teh orožij ne sme uporabljati v vesolju. A veste kaj? Bolj specifična opredelitev eksotičnih sistemov orožja, bolj natančna opredelitev izrazov sploh ne bi škodila za boljše razumevanje. Ampak očitno je razlog, da to ni razloženo. Da nam, navadnim ljudem, to pač ne sme biti jasno, kaj se dogaja. Naslednji predlog bi bil recimo vključitev mehanizmov za uveljavljanje sankcij, kar smo že rekli, da bi lahko zakon opisalo kot v kazenskem zakoniku, če katera država prekrši prepoved vesoljskega orožja, da se pač uvede določena sankcija in se pač navede sankcije. In pa v vesolju, da bi se spodbujale raziskave za mirne namene, ne pa prepoved orožja. Cel čas govori o miru, hkrati pa o vsem mogočem orožju, ki ga celo našteje. Meni to nikoli ne bo jasno. Me spominja na tistega uradnika, ki smo ga gledali pred par meseci, ki je rekel, da je v varnostnem svetu, v tisti sobi, ko razpravljajo o varnosti v svetu, se večina pogovarjajo o vojni in mir kot ena pepelka sedi tam v kotu in čaka, kdaj bo prišla na vrsto, ki nikoli ne pride na vrsto. In to je ta United Nations in to je ta zakon. Ni mirnega namena. Prej sem malo brskal po United Nations spletni strani in tam piše, kdo so, pa je ena mama z otrokom, zraven pa vojak s puško, ki čuva tisto mamo. In to je za njih mir. Ne razumem. Eksotični orožni sistemi običajno označujejo napredne in nekonvencionalne vojaške tehnologije. Tukaj je nekaj primerov in informacij o nekaterih eksotičnih sistemih. To so elektromagnetni topovi. Jaz sem šel potem malo še iskati, kaj so to eksotična orožja. Bolj so usmerjeni energetska orožja, direct energy weapon, o tem govorijo, da so zdaj na Mauiju, na Havajih to uporabili, zaradi tega, ker je tako natančno bilo vse, hiša zraven stoji, se in nič ni zgodilo. Eden je pokazal, sem danes gledal, pravi, na vrtu nam je svrl smetnak, hiši pa nič, hvala Bogu, je rekel, hiša mi je pa ostala, ne vem pa, zakaj so se na smetnak spravili. Čez cesto je čista podrtija, je vse zoglenel, ni ostalo nič, njegova hiša pa samo čez cesto, to so v bistvu so ozke ceste tam. 3 metre, 4 metre širok vse skupaj in tok natančen. To se pravi in je vse zoglenelo. Feltne na avtih so se topile, to se topi pri 1200 stopinjah. 1200 stopinj se dobi s posebnimi mešancami, a ne? Ko so jih v drugi svetovni vojni z napalmom se dobi taka visoka temperatura. Ogenj, normalno goreč, take temperature ne more razviti. Direct energy weapon se temu reče. Potem so razne hipersonične rakete, ki lahko potujejo s hitrostmi 5 mah, to je 5-kratna hitrost zvoka. Imajo takšna orožja, takšne
napadalne sposobnosti letala, ki jim daje izziv, recimo spet govorijo o obrambi, nikoli ne govorijo o napadu, govorijo o miru, imajo v mislih napad. Okay. Bolje avtonomna orožja so zdaj, ki jih vodi umetna inteligenca, droni in tako naprej. Roboti, računalniki, slišal sem zdaj, so taka orožja razvita, da tebe v bistvu router zazna brez kamere. In se postavi v sobo in ve, kje si. Ko enkrat s kamero pogleda prostor, ima to v spominu in točno ve, kje se nahajaš po zvoku. Ko rečeš ABC, točno te opredeli, kje si in kdo si in kaj si. Po barvi glasu, po zvoku, po vsem možnem. A ne? In ti avtonomna orožja vključujejo avtonomne brezpilotne letalnike, robote, uporabljene za različne vojaške namene. Pol so orožja z elektromagnetnimi impulzi, sproščajo elektromagnetne impulze, ki lahko motijo ali poškodujejo celotne sisteme, kar naredi v bistvu izjemno uničujoče za moderno vojaško tehnologijo. To se pravi, za en žarek pošlje in čisto vse naprave pocrkajo, nič ne deluje več. Dalje imamo kvantno računalništvo za kriptoanalizo. Kvantni računalniki danes pravi, čeprav ne gre za orožni sistem kot tak, ne, ampak kvantni računalniki imajo potencial, da razkrijejo trenutne standardne šifriranja, kar predstavlja pomembno grožnjo za varno komunikacijo in zaščito podatkov, danes, ko gre vse prek računalnikov. Navaden računalnik, če mu date geslo, bo drug navaden računalnik porabil recimo za dobro geslo od 50 do 100 let, da ga dekriptira, medtem ko kvantni računalnik v 2-3 sekundah to razbije kodo in je nota. Da si predstavljate sploh, kakšno moč ima kvantni računalnik. In ne nazadnje, kar se nam dogaja zdaj v tem sodobnem času, orožja na osnovi nanotehnologije. Vsi vemo, COVID cepiva, nanotehnologija se uporablja za razvoj materialov in sistemov z edinstvenimi lastnostmi, kar lahko omogoča napredno zaščito ali izjemno učinkovite, zdaj tudi eksplozive ali pa biološka orožja. Pri vsem tem je pomembno opozoriti, da mnogi eksotični orožni sistemi še vedno se razvijajo zelo, zelo hitro. Zdaj so baje razvili nova cepiva, ki so pa zares varna. Kaj so s tem povedali, da prej sploh niso bila varna. Zato verjetno so potrebni zdaj odpustki. Uvedba in uporaba teh tehnologij pogosto sproža etična in strateška vprašanja ter skrbi glede nadzora nad orožjem in na mednarodne varnosti. In v zaključku povejmo še, zakon ima sicer dober namen, vendar ne pazi na natančno opredelitev izrazov in vključitev ustreznih mehanizmov za uveljavljanje navedenih sistemov orožja, da bi bil bolj učinkovit pri ohranjanju miru v vesolju in zagotavljanju varnosti na Zemlji. Narejen je ta zakon za povzročanje nevarnosti na Zemlji. In tako gre, dragi moji prijatelji, člani, vsi, ki nas gledate ali nas boste gledali preko družbenih omrežij, karavana Veselo naprej, po njihovi igri, v živo, zdaj smo vse v živo, agenda se dogaja v živo, smo sredi filma, in pri igrah besed in zavajanju o miru.